The Economist je pravkar intervjuval Elona Muska, kjer so ga vprašali, ali je proti muslimanom. In njegov odgovor vas bo presenetil, fantje. To je verjetno eden najboljših intervjujev, ki smo jih letos sprejeli. Pripravite se. Ste proti muslimanom? Sem. Sem proti. Če ljudje prihajajo v državo z nasprotnimi pogledi, sem proti temu. Sem proti temu. Veste, sem proti. Posilstvu in umoru sem proti. Sem proti vsiljevanju. Pravil in zakonov, ki so v nasprotju s tem, kar smo sprejeli na Zahodu. Mislim, ne vem, če bi lahko dobili boljši odgovor, kot je ta. Ne, nisem posebej proti muslimanom, ampak sem proti mnogim stvarem, ki jih predstavlja islamizacijski prevzem. Zdaj, ta intervju postaja samo še boljši in boljši, ko pošteno sesuje to privilegirano belo žensko. Vsi veste, jaz sem belka, jaz sem ženska, ampak res mislim, da so te woke novinarji eni najbolj nevarnih ljudi na svetu, ker širijo tako nore ideologije in ta intervju to samo še potrjuje. To dobesedno potrjuje naslednje. Ta ženska, ki je mimogrede neverjetno razvajena, prihaja iz zelo premožnega okolja. Kolikor vem, je obiskovala zasebno dekliško internatsko šolo v Angliji, kjer šolnina znaša okoli $60,000 na leto. Je glavna urednica revije The Economist, njeno ime je Zanny Minton-Beddoes in če vam to ne pove vsega, kar morate vedeti, jo je Elon Musk dejansko izpostavil kot popolno, iskreno rečeno, elitistko, ki ni v stiku s tem, kar se dogaja. Ampak pojdimo kar k najboljšim delom tega intervjuja. To je Elon Musk v svoji najboljši luči, ker se res ne zadržuje. In obstaja razlog, zakaj je ta moški postal najuspešnejši človek na planetu Zemlja. To pa zato, ker je dejansko pripravljen narediti tisto, za kar meni, da je treba narediti. In se ne podreja javnemu mnenju. Mislim, poslušajte, kaj ga vpraša intervjuvalka. Kakšna drznost. Sploh ne živiš tam? Jaz na to gledam kot na celotno zahodno obalo. Ampak ali vidiš, zakaj zaradi tega ljudje mislijo, da ta moški, ki ima vso to moč, ki je najbogatejši človek na svetu, misli, da ima pravico vplivati na našo politiko? Zaradi tega ljudje tako mislijo. Zato so tudi začeli ta pogovor s superlativi. Zaradi tega te ljudje prezirajo. Mislim, nekateri res? Mislim, dejansko je v intervjuju in Elonu Musku govori, da ga ljudje imajo radi zaradi njegovih mnenj. Poglejmo, kaj ima za povedati. Pozdravljeni, ja. Nekateri res. Ampak ali razumete, zakaj? Ali mislite, da je to, kar počnete, koristno za zahodno demokracijo? Mogoče me imajo nekateri ljudje res radi. In to je verjetno res. Ampak meni je vseeno. Ampak dejstvo je, kot ste poudarili, da me spremlja 250 milijarde ljudi, kar pomeni, da me ima verjetno veliko več ljudi rado, kot pa ne. In mislim, da veliko več ljudi sovraži vas in medije, kot si predstavljate. Mislim, 250 milijonov ljudi me spremlja in posluša, ampak ljudje prezirajo medije. Ali veste to? Ali veste to? Mislim, to je fantastično, ker ima prav, ker so mediji naredili toliko škode, da jo Elon Musk, hvala Bogu, poskuša popraviti. Si lahko predstavljate svet, v katerem Elon Musk ne bi verjel v svobodo govora, svet, v katerem X resnično ne bi obstajal, v katerem bi najbogatejši človek na svetu poskušal vsiljevati nore ideologije, kot to počne toliko najbogatejših ljudi na svetu v tem trenutku? Mislim, on je trenutno edini branilec svobode govora na spletu. In neverjetno je to videti, ker vsaj trezno razmišlja. Del problema pa je, da mediji, ki ga intervjuvajo, poskušajo ideologije Elona Muska prikazati kot ekstremizem. Ekstremizem, kot boste videli v naslednjem posnetku. Ampak Elon Musk poda odgovor, za katerega mislim, da je precej natančen. Toliko nas je, ki smo preprosto siti in naveličani, da nas označujejo za skrajno desne, samo zato, ker imamo malo zdrave pameti. Kar običajne ljudi lažno označujejo za skrajno desne. Ti misliš, da je to normalen človek? Prav. Da. Dobesedno. Lahko bi šel nazaj 10 ali 15 let in te politike so bile popolnoma normalne. Pravzaprav
Ena izmed trikov, ki se mi zdi zabaven, prav smešen, je, da vzameš govor Baracka Obame in Hillary Clinton. In potem greš do nekoga, ki je, recimo, na tistem, kar jaz imenujem nora levica, in rečeš, kaj misliš o tem govoru Donalda Trumpa? In odgovorijo, on je najslabša oseba sploh. Pravzaprav je bil to govor Baracka Obame. Ali pa pravzaprav je bil to govor Hillary Clinton. Mislim, da ima tukaj prav. Ima prav. Če se vrneš k njihovi retoriki proti istospolnim porokam ali transspolnim zadevam ali karkoli že je bilo, so imeli ali pa so vsaj pretvarjali, da imajo normalna stališča. Ko je skrajna levica postajala vedno bolj in bolj ekstremna, so vsakogar, ki je v bistvu na sredini, označili za skrajno desnega, ker se vsi bojijo, da bi jih označili za skrajno desne. To pomeni, da si rasist, da si grozen, da si nasilen in da si v bistvu nacist. To je tisto, kar danes pomeni. Ampak to sploh ni res. Veliko nas sploh ni skrajno desnih. Veliko nas je v resnici precej sredinskih in normalnih. Verjamemo le, da nočeš imeti prave grožnje na svojih mejah. Se strinjam. Ne strinjam se, da se je težišče v tej državi premaknilo. Demokratska stranka se je zagotovo premaknila na levo. Ampak o tem ne govorim. Govorim o ljudeh, kot je Rupert Lowe. V resnici gre samo za običajne ljudi. To so samo običajni ljudje. To so samo običajni ljudje. In tukaj so načela. In povej mi, katera od teh zvenijo grozno? Da bi morali imeti varne meje, da bi morali imeti varna mesta, da bi morali imeti preudarno porabo. Katera od teh treh je skrajno desna? In rad bi vas in medije opozoril na absurdno označevanje ljudi za skrajno desne. To je lažno, zavajajoče in nesmiselno. Prosim, pustite ta del notri. Vse to bomo pustili notri. Jaz ga preprosto obožujem. Obožujem ga. Poglejte, ne strinjam se z vsem, kar počne in v kar verjame, ampak ga imam rada. Vi, mediji, nas imenujete skrajna desnica. Kateri del teh naših načel je nor? In ona je kot, on pa reče, ti govoriš neumnosti, ker smo mi logični ljudje, mi smo tisti normalni. Zelo preprosto je. In iskreno je kar osvežujoče, fantje. Ali se ne počutite potrjene, ker tudi vi ste imeli občutek, da če boste delili svoja mnenja in podobno, boste izključeni. Označili vas bodo za ekstremistko. Ampak v resnici se vam to zdi povsem normalno. Veste, da niste ekstremistka. Veste, da ste samo običajna in želite zaščititi svoje otroke. Dejstvo, da omenja Ruperta Lowa, veste, kdo je Rupert Lowe. On je tisti, ki je razkril tolpe za spolno izkoriščanje otrok. To bi moralo biti povsem normalno. Če bi v vaši državi obstajal sistematičen sistem posiljevalskih tolp in bi nekdo to poskušal razkriti, to ni nekaj skrajno desnega. To je normalno. Zdaj, Rupert morda ima skrajno desna stališča. Ne vem, iskreno me ne zanima. Ampak stvar, po kateri je znan, je razkrivanje posiljevalskih tolp. Potem je znan. In radi to označujejo kot skrajno vedenje, ker so ljudje, ki opozarjajo na norost tega, kar se dogaja na spletu. Mislim, ljudje res smo siti in naveličani tega in zdi se, da je tudi Elon. Mislim, resno, ona ga javno izpostavi, ker podpira poročilo Ruperta Lowa o tolpi za spolno izkoriščanje otrok. Podpirate ne samo populistično desnico, ampak tudi skrajno desnico. Pravzaprav zelo obrobne stranke v nekaterih državah. Ne, jaz podpiram normalne ljudi. V redu. Koga potem napačno označujete za skrajno desnico? Misliš, da je to običajna oseba? V redu. Ja. In ima prav. 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 Smo običajni ljudje, ki nam ni všeč ideja o tolpah za spolno izkoriščanje otrok in nam ni všeč ideja, da bi naše države preplavile skrajne ideologije. In ne mislimo, da bi morale naše vlade popuščati javnemu pritisku in dovoliti, da se naši otroci spreminjajo v nekaj, kar jim vsiljujejo učitelji, kar bi jih lahko ogrozilo in fizično uničilo za vse življenje. To so povsem običajne politike. Je normalno, pa vendar nas označujejo za skrajno desne. Ne moram vam povedati, kolikokrat so mene označili za skrajno desno. In jaz sem res zelo daleč od tega. Ampak mediji in levica se tako bojijo, da bi ljudje spoznali, da je to samo normalen, razumen pogled, da ga označijo na način, da bo vsak prestrašen karkoli reči o tem. In ko ta oseba, ta urednica, kakorkoli ji je že ime, ne moram se spomniti njenega imena, Zani Minton Bedos, vpraša njega, zakaj je tako glasen glede tega, kar se dogaja v Angliji. Mislim, njegov pogled na to je tak, kot da reče, glejte, Anglija je samo primer tega, kar se bo zgodilo drugje.
To je od Jena Pellegrina. Glavna urednica The Economist, Sunny Minton Betos, je obiskovala zasebno dekliško internatsko šolo v Shropshireu, kjer šolnina znaša do $40,000. Rojena in odraščala je v Shropshireu, eni najbogatejših podeželskih pokrajin v Angliji. Napada Elona Muska in pravi, da se moti glede Združenega kraljestva, da tam uspeva. Elon ji vrača, da živi v zaprtem svetu. Poglejmo. Pravijo stvari, kot je, citat, državljanska vojna v Britaniji je neizogibna. Gre le za vprašanje. Trent, yes. Kdaj ste bili nazadnje v Združenem kraljestvu? Pred nekaj leti. Točno tako. Jaz tam živim. Sem tam ves čas. To je novo. Živite v mehurčku? Ne. Pravzaprav ne. In številke tudi ovržajo to, kar pravite. Vse številke kažejo, da je London veliko varnejše mesto kot katerokoli mesto v Združenih državah. Nasilni kriminal v Združenem kraljestvu ni tam, kjer mislite, da je. Pravzaprav upada. Zaradi tega, ker imate toliko sledilcev, veliko Američanov verjame v to predstavo, da sta Evropa in Združeno kraljestvo, veste, preplavljena s strašljivimi muslimanskimi priseljenci, da je posilstvo na vsakem vogalu, da gre za nekakšno civilizacijsko uničenje. Sem rekel, katero od teh stvari, če imate veliko. Nisem rekla ničesar od tega. Obožujem jih. On pa, ne, tega v resnici nisem rekel. Ti to praviš. Jaz tega nisem rekla. In hitro rastoča skupina ljudi, katerih prepričanja so v nasprotju z zahodnimi vrednotami. Na neki točki bo prišlo do obračuna. Ne moti se. In glejte, nočemo državljanske vojne, ampak želimo si, da bi Anglija in Evropa spet postali običajni kraji. In ko imaš vse te liberalne levičarje, ljudi, ki jim uspe priditi na najvišje položaje v The Economist, ker so tako neverjetno izobraženi in tako dobro povezani, to niso te ljudje. To niso ljudje, ki so trenutno zaskrbljeni. Seveda ne. To so revni ljudje. To so ljudje v različnih skupnostih, ki so jih preplavili. Če mislite, bogata elita, vodilni v The Economist, ne bodo živeli v teh mestih, ko bodo tam delovale tolpe za spolno izkoriščanje. Si neumen. Ampak dejstvo, da želi predstaviti zgodbo Anglije, da kriminal upada, naj govori z dejanskimi ljudmi v Angliji. Poslušajte, kaj imajo povedati o aretacijah, zaradi tega, ker so opozarjali na tolpe za spolno izkoriščanje, ker jih je strah, da bi njihove deklice hodile ven. Mislim, obstajajo stotine in stotine in stotine videoposnetkov, ampak seveda imate te elitiste, ki pravijo, ne, mi smo zelo zadovoljni s svojimi šoferji in varnostniki. In mislim, da čeprav je Elon Musk zdaj že bilijonar, to prepozna. To prepozna in to je nekako tisto, kar ljudem pri njem všeč. Kljub temu, da je pri njem nekaj tako nenavadnega, je hkrati tudi nekaj zelo, zelo običajnega. Dejansko mu je mar za navadne ljudi in to je iskreno kar osvežujoče. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.